Medvode na sejmu turizma. Polovična zapora mostov. V Heliosu zaključili odpuščanja. Zgodovina rodbine Lazarini. Naročeni ženi navdušil. Učiteljice prepevajo. Optimistično predolimpijsko vzdušje. Lepo pozdravljeni. Konec januarja poteka v Sloveniji, natančneje na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču, največji slovenski turistični sejem Alpe Adria Turizem in prosti čas. Tako kot je zadnja leta običajno, se v množici približno 250 turističnih ponudnikov predstavlja tudi Turistična zveza Medvode. Včeraj so se predstavili člani turističnih društev iz Hraš in Smlednika, danes pa turistični društvi iz Bilje in Goričane Vaše. Organizator sejma za letošnji sejem napoveduje 400 tisoč obiskovalcev, kar so morebiti optimistične napovedi, a vendarle eden od razlogov, da mora biti tudi Turistična zveza Medvode na tem sejmu prisotna. Strinjam se z razmišljanjem nekaterih, ki pravijo, da sejem izgublja na svoji vplivnosti, pomembnosti, na svoji razširjenosti. Ampak vseeno se mi zdi pa pametno, da vse tiste, ki pa vseeno pridejo na sejem, da jim predstavimo tudi medvoško dogajanje. To se pravi, kaj se da v Medvodah videti, doživeti, jesti, kje prespati, in mislim, da je vseeno za te, ki pridejo, pomembno, da smo tu. Lansko leto je bila rdeča nit predstavitve medvoškega turizma kulinarika, saj so predstavljali sveže izdan kulinarični katalog, letos pa promovirajo turizem na splošno. Promoviramo tiste stvari, ki jih pravzaprav na neki liniji že nekaj let. Pohodništvo, rekreacijski turizem in pa seveda še vedno kulinariko, kajti je še vedno zelo aktualno, katalog je pravzaprav še vedno nov in to je neka rdeča nit. Kajti mislim, da je tudi usmeritev sejma bolj ali manj vsako leto neka generalno podobna. Rekreacijski turizem, pohodništvo, aktivnosti ali v mestih ali na podeželju in pa seveda, kot lahko tudi sami vidite, kulinarika. Glavna nosilka letošnje predstavitve je sicer Turistična zveza Medvode s prostovoljci lokalnih turističnih društev, novost pa je, da so tokrat prvič sodelovali z Zavodom za šport in turizem. Še vedno smo glavni nosilci turističnega dogajanja, prostovoljci, torej člani turističnih društev, Turistična zveza, zavod pa seveda bo morda drugo leto še toliko bolj, letos že nekoliko pomaga, že sodeluje pri predstavitvi Medvod, mislim pa vseeno, da na nek dolgi rok, da bomo še vedno turisti, prostovoljci tisti, ki bomo glavni zastopniki medvoškega turizma na sejmu. Na javni zavod pa računajo tudi kot na tistega, ki bo dal medvoškemu turizmu dodatnega zagona, da bomo nekoč tudi v naši občini imeli poleg gostinske ponudbe inovativne produkte in nove pristope pri trženju turizma. Jaz računam sedaj, ko imamo končno Zavod za turizem, ko bo slej ko prej dobil tudi neko strokovno osebo, da bo ta pomagala vsem zainteresiranim razširjati tudi to zavest o turističnem poslovanju, kar pomeni, da bo slej ko prej prišlo do razvoja turističnih produktov in čez leta, upam, da seveda čim prej, tudi do take mase turistov, da se bo od tega dalo živeti. Turizem je zagotovo ena tistih dejavnosti, ki imajo največjo perspektivo pri ponovnem zagonu slovenskega gospodarstva. Turizem definitivno je najhitrejša rastoča panoga, to kažejo tudi številke iz lanskega leta in vsi, ki delamo v turizmu, smatramo, da je to naša perspektiva v naprej, da jo znamo tržiti, seveda, če imamo pogoje za to. Seveda se poraja vprašanje, na kakšen način privabiti turiste tudi v manjše kraje, na primer v kraje občine Medvode, saj ti največkrat odidejo v najbolj promovirane kraje, kot so Bled, Piran, Ljubljana in podobno. Slovenija ima svoje turistične atribute, katere dejansko tržimo, je pa dejansko tudi res to, da bi se mogli med seboj bolj povezati, kajti tujci, ki pridejo v Ljubljano, bi mogli definitivno zaiditi tudi v Medvode, ker Medvode imajo kaj za ponuditi. Res pa je, da pa ni to dovolj spromovirano. Že na Zavodu za turizem v Ljubljani bi mogli imeti prospekte od Medvod, skratka povezati bi si mogel Zavod za turizem Ljubljana, rečemo Tic Medvode in tako dalje. Je pa tudi res, da bi mogla Slovenija kot enotna destinacija nastopati tudi na tujih trgih, seveda pa tisti atributi potegnejo in ko enkrat tujec pride v te turistične atribute, bi mogel imeti na razpolago tudi, da se seznani, kaj se dogaja, 50 kilometrov okoli njega. Majhne zgodbe delajo tudi velike, pravi Karmen Burger, in to je dober obet tudi za medvoško občino.
Občino Medvode poznam, ampak iz razloga, ker dobro sodelujemo s Turistično zvezo Medvode. In ker smo tudi imeli dobro vodenje po vaši občini, iz tega razloga promoviramo Medvode tudi preko našega turističnega časopisa Lipov list. Tudi turistična društva smo že pripeljali v Medvode, tudi na krajši ogled Medvod, tako da jaz verjamem, pa tudi uresničuje se tudi to, da turistična društva enkrat letno organizirajo izlete in nekatera turistična društva so prišla tudi že v Medvode. Skratka, s počasnimi koraki bomo naredili en velik preskok. Morebiti je eden od takšnih malih korakov tudi prijazna beseda prostovoljcev na medvoški stojnici v stekleni dvorani, ki obiskovalcem ponudijo čaj, klobase, kruh in pecivo, ob tem pa vsi dobijo tudi vse informacije o najlepših kotičkih naše občine. Če ste sejem Alpe Adria zamudili, imate jutri in v soboto priložnost ujeti še zadnja 2 dneva. Jutri se predstavljata turistični društvi Pirniče in Žlebe Marjeta, v soboto pa turistično društvo Dragočajna Moše, športno turistično društvo Sora in turistično društvo Katarina. Do pričakovanega prometnega zastoja ni prišlo, čeprav smo ga ob polovični zapori 2 mostov pod motelom Medno na glavni prometnici proti Ljubljani pričakovali. Semafor je seveda začasna rešitev, dokler mostov ne sanirajo. Prvi korak k temu, da bo to sploh mogoče, pa je seveda izgradnja obvozne ceste, ki naj bi jo začeli graditi še letos. Direkcija za ceste je 18. januarja na 11 premostitvenih objektih, v večini primerov gre za dotrajane mostove, na glavnih in regionalnih cestah omejila največjo dovoljeno maso vozil. Na 30 ton tudi most na glavni prometnici Kranj-Ljubljana pod hotelom Medno. V bistvu gre kar za 2 mostova čez potok Mavelčica in čez železniško progo. Ta odsek v povprečju dnevno prevozi 21.600 vozil, od tega kar 550 težkih tovornjakov, in ker je bil očitno lobi tovornjakarjev uspešen, so se v 4 primerih, v katerega sodi tudi ta medanski, odločili za začasno rešitev z vzpostavitvijo izmeničnega prometa prek mostov s semaforjem. Tovornjakarji bi sicer morali na primer za pot iz Ljubljane v Škofjo Loko ubrati še enkrat daljšo pot, najprej po avtocesti do Vodic in potem prek Kranja ali prek Smlednika in Zbil do Škofje Loke. Naši občini torej ne bi bila prijazna niti ta ponujena alternativa. Bojazen je bila, da bo s polovično zaporo magistralke prišlo do še večje obremenitve Medvod s prometom, predvsem v jutranjem času. Na srečo pa se bojazen vsaj za enkrat še ni potrdila. Še v letošnjem letu naj bi začeli izgradnjo obvozne ceste, ki bo omogočala sanacijo mostu v prihodnjem letu, vsaj tako je načrtovano. Od te točke, kjer je tudi konec pločnika, naj bi nova cesta vodila vzporedno železniško progo prek mostu čez Mavelčico in se pod motelom Medno ponovno priključila na obstoječo državno cesto. Po besedah Cirila Hočevarja je ta del projekta vreden okoli 2 milijona evrov. Občina Medvode naj bi prispevala dobrih 40% potrebnih sredstev, ostalo pa država in mestna občina Ljubljana. Celoten projekt, ki vključuje še rekonstrukcijo državne ceste v dolžini 350 metrov in podporna zidova v dolžini 10 in 80 metrov, je po podatkih Državne direkcije za ceste, ki je seveda glavni investitor, vreden dobre 4 milijone evrov. Iz Heliosa smo v zadnjem tednu dni prejeli 2 dopisa. Najprej so na nas naslovili izjavo za javnost, v katerem obveščajo, da je več kot 100 ključnih menedžerjev v podjetjih skupine Helios skupaj s celotno upravo pristalo na znižanje plač za 5 do 25% od začetka februarja. Ukrep je bil sprejet kot odgovor na poslabšanje trendov poslovanja skupine v letu 2013. In ja, prijeli smo tudi odgovor na vprašanja zastavljena pred dobrimi 14 dnevi. Eno izmed teh je bilo, koliko delavcev bo na tej preški lokaciji še ob delo. Kot smo že poročali, je v mesecu decembru prenehalo delovno razmerje oziroma je odpovedni rok začel teči 60 zaposlenim iz slovenskih podjetij skupine Helios, od tega na preški lokaciji 13. Odpuščanje je potekalo predvsem v obratu praškastih premazov, saj so, kot pravijo, morali zaradi nizke prodaje, predvsem pa nekonkurenčnosti, prenehati z delom v 3. izmeni. Prav tako smo poročali, da se bo z odpuščanjem nadaljevalo tudi v januarju. Dejansko je prav v minulih dneh začel teči odpovedni rok še 15 zaposlenim. Nekaterim se je iztekla pogodba, večina odhodov pa je vendarle posledica poslovnih razlogov, torej slabšega poslovanja Heliosa v letu 2013. In odgovor, ki obeta konec skupinskemu odpuščanju,
Direktor Heliosa Marko Vresk nam je namreč zapisal takole. Citiramo. Število prenehanj delovnih razmerij zaposlenih v mesecu decembru in januarju trenutno ustreza predvidenim pogojem poslovanja v letošnjem letu. Tekom leta pa računamo še na upokojitve in običajno fluktuacijo. Konec citata. Vodstvo Heliosa se sicer izogiba odgovoriti na vprašanje, ali je zmanjševanje števila zaposlenih zahteva novega večinskega lastnika v prihajanju avstrijskega holdinga Ring International. Že sicer pa vodstvo, ki prevzema, nikakor ne šteje za sovražnika, zatrjuje, da ni seznanjeno z prodajno pogodbo, s katero je novi večinski lastnik od prodajnega konzorcija pridobil večinski delež Heliosovih delnic. Iz posredovanih odgovorov je moč razbrati, da bi do odpuščanj delavcev v vsakem primeru prišlo. Se kot je zapisal direktor Heliosa Marko Vresk, skupina Helios takšna, kot je, ne more več vzdržati poslabšanja gospodarskih razmer, predvsem v državah bivše Jugoslavije in nekdanje Sovjetske zveze. Citiramo. Če želimo, da bomo skupini Helios zagotovili nadaljnji razvoj, smo prisiljeni v ukrepe za izboljšanje dobičkonosnosti, ki pogojuje trdnost skupine, izpeljati prej, kot smo načrtovali, in žal tudi z manj priljubljenimi ukrepi kot do sedaj. Konec citata. Še vedno pa ni jasna usoda novega objekta, v katerem je bilo načrtovano novo skladišče gotovih izdelkov. Vse aktivnosti so zaustavljene. Vresk pa pravi, da v doglednem času ne bo prišlo do kakršnihkoli selitev proizvodnje na to lokacijo, predvsem pa ne iz tujine. V javnosti so se sicer pojavile novice, da bo novi lastnik sem preselil proizvodnjo iz Italije. Zveza Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je v nedeljo že 6. zapored obeležila dan spomina na žrtve holokausta. Scenarij in režijo slovesnosti v Centru urbane kulture Kino Šiška je ponovno prevzela naša televizija in k sodelovanju povabila številne medvoške kulturnike, predvsem mlade. Celotna slovesnost pa je sicer potekala v znamenju Preživeli smo, spominjamo se in opominjamo. Nedeljske spominske slovesnosti ob dnevu holokausta sta se, poleg taboriščnic in taboriščnikov in ostalih žrtev medvojnega nasilja, predstavnikov politične javnosti, judovske in romske skupnosti, udeležila tudi bivši in aktualni predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Turk in Borut Pahor. Ko so mi na podlakt leve roke tetovirali še številko 70380, sem za njih postala zares le številka, ena od mnogih. Ko sem prišel v Doro, kako lepo ime za taborišče, 9 sem jih preživel. Sem imel 70 kg. Ko pa sem taborišče po 2 mesecih zapustil, sem jih imel le 38. Metode taboriščnega reda so bile naravnane tako, da so v slehernem jetniku zatirale misel na odpor in ga spreminjale v sužnja, s pravico do življenja le toliko, kolikor je bilo koristno za njih. V delovnih taboriščih nismo poznali besede bolan, pač pa samo zdrav ali mrtev. Kadar je vodja taborišča poklical katerega od nas otrok v pisarno, smo že vedeli, kaj bo. Prišlo je obvestilo o smrti matere ali sestre. V taboriščnih kartotekah smo bili označeni kot sirote brez staršev, torej še pri živem staršu. Razumljivo, saj so ga vendarle poslali v uničevalno taborišče. Poleg recitatorjev mladinske gledališke skupine Kuc Mlednik pod vodstvom mentorja Blaža Brešana je na nedeljski slovesnosti, ki jo je vodil Domen Valič, nastopil še godalni orkester glasbene šole Ljubljana Moste Polje pod vodstvom Ksenije Trotovšek-Brlek, tenorista Bruno Konda in Gašper Banovec ob spremljavi pianista Matija Potiska, dekliška vokalna skupina Soške Kresnice pod vodstvom Polone Kopač-Trontelj in balerine baletne šole Stevens s koreografijo Andrewa Stevensa. Peter Kovačič-Pršin je v slavnostnem govoru poudaril, da je dan spomina na holokaust naša narodna in naša civilizacijska dolžnost, saj so žrtve koncentracijskih taborišč temelj naše svobode in suverenosti. Kot pravi pa zgolj ohranjanje spomina ni dovolj, ampak je dolžnost vseh narediti vse, da se konča množično uničevanje človeških življenj v imenu ideologij, religij, etično čistih dežel, imperialnih politik ali kapitala.
Podal je tudi ugotovitev, da tisti narodi in družbe, ki niso dosegle notranje pomiritve in konsolidacije, ne morejo vzpostaviti politike, ki deluje na demokratičnih načelih, ki so bila oblikovana prav na slabih izkušnjah 2 svetovnih vojn. Demokracijo, ki je zgolj partitodemokracija, je označil za farso. Demokracije ni mogoče uveljaviti v družbi, kjer je netransparentnost političnega in gospodarskega delovanja normalna praksa, kjer vlada korupcija in klientelizem, kjer ni odgovornosti in etičnih standardov, kjer se šopiri politični primitivizem, ki ohranja latentno stanje totalitarnih vzorcev obnašanja, kjer politične in kapitalske elite samoumevno razumejo državo kot svoj fevd in ljudi kot sredstvo za doseganje svojih ciljev. Zbrane sta nagovorila tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in predsednik koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Janez Alič. Preteklo nedeljo je v dvorani Kulturnega doma v Smledniku potekala predstavitev knjige Zgodovina rodbine Lazarini in predavanje z naslovom Baroni, Lazarini in Smlednik. Knjiga predstavlja zgodovino ugledne in pomembne slovenske plemiške rodbine, ki se je sredi 17. stoletja iz Benetk preselila na Kranjsko. Tu dobila plemiški naziv in katere predstavnike so bili od 17. pa vse do prve polovice 20. stoletja nosilci različnih pomembnih funkcij ne le na Kranjskem, temveč tudi na Štajerskem in drugod po Habsburški monarhiji. Knjiga je plod 30-letnega raziskovanja rodbine pokojnega profesor dr. Franca Lazarinija, ki je poleg raziskovalnega in pedagoškega dela velik del svojega življenja posvetil tudi preučevanju prednikov. 4 zvezke obsegajoč rokopis sta nato uredila njegova soproga Evgenija Lazarini in sin Franci Lazarini. Sama knjiga pa je kronološki pregled zgodovine Lazarinjev od leta 1620 pa do konca druge svetovne vojne. Seveda pa so za osebe, ki se že omenjajo do leta 1945, podane še njihove nadaljne usode v naslednjih desetletjih. Ukvarja se z vsemi vejami rodbine Lazarini, poudarek pa je seveda na smleški veji, kateri pač je pripadal moj oče in pripada naš del rodbine. 3-letno naporno uredniško delo je z izdajo knjige doživelo vrhunec lanskega decembra, predstavitev za krajane Smlednika pa je bila prva odprtega tipa, druga bo v Ilirski Bistrici. S kakšnimi občutenji navdaja izid knjige vas? V prvi vrsti z enim velikim olajšanjem. To je bila neka stvar, ki je predvsem mami pa tudi meni visela nad glavo, odkar je oče zdaj že davnega 1992. leta umrl, da je pač to stvar treba v prvi vrsti pretipkati, kajti pustil je v rokopisu, težko čitljivem rokopisu. Potem pa seveda po drugi strani veliko veselje, da smo lahko ljudem dali nek prispevek, tako Smlejcem kot tudi drugim dobivamo izredno pozitivne reakcije in po tretji strani spet neka vzpodbuda, da še naprej raziskujemo tako zgodovino teh krajev, kot tudi zgodovino naše rodbine. No, jaz moram povedati, da sem predvsem ponosna. Ponosna, da smo uspeli priti tako daleč, da smo knjigo izdali in vesela zaradi tega, ker bo ljudje imeli možnost prebrati resnico. Knjiga namreč bazira izključno na razpoložljivi dokumentaciji. V tej knjigi ni izmišljenih zgodbic, ni izmišljenih podatkov. Poleg pregleda rodbine, knjiga na 420 straneh oriše tudi zgodovino krajev, ki so povezani z rodbino Lazarini. Za optimalno sledenje bralca so dodani popolni rodovniki, krasijo bogato slikovno gradivo iz avtorjevega arhiva, za lažji bralčev vtis o celoti pa so dodani še povzetki. Stvar je bila zahtevna iz 2 razlogov. Prvi je, da je moj moč res grdo pisal. Drugi pa je, da je ogromno tujih izrazov, tujih imen, in da tega nisem mogla brati kot neko leposlovje, ampak sem se dejansko morala poglobiti, preštudirati stvari, urediti možev arhiv, da sem lahko kontrolirala vse te podatke, ki so tukaj navedeni, vsa imena, vse izraze. Zgodovina rodbine Lazarini predstavlja pomembno obogatitev dosedanjega vedenja o življenju plemstva na Slovenskem, še zlasti pa o rodbini Lazarini, o kateri je do sedaj strokovna literatura prinašala le malo podatkov. Zaradi načina pisanja pa knjiga ne bo zanimiva le zgodovinarjem in strokovnjakom, temveč slehrnemu bralcu, ki ga zanima življenje plemstva v naših krajih. Moj sin je pozabil povedati, da smo mi pravzaprav najbrž edina plemiška rodbina iz tako zvanega starega plemstva, ki živi neprekinjeno 400 let tukaj in ki ima to obsežno dokumentacijo.
Tako da tisti, ki ga zanima karkoli iz tega področja, mislim, da bo našel ogromno odgovor v tej knjigi. V znamenje nadaljnega zglednega sodelovanja z lokalno skupnostjo sta urednika izvod knjige podarila tudi krajevni skupnosti Smlednik. Omenimo pa še, da je knjiga izšla pri založbi Didakta in je na voljo tudi v večini knjigarn. Kot že mnogokrat doslej se je znova izkazalo, da Slovenci znamo stopiti skupaj in pomagati ljudem v stiski. V sodelovanju Ministrstva za notranje zadeve in športno-humanitarnega društva Never Give Up Ustrajaj je včeraj na štadionu Atletske akademije v Tacnu potekal tek v dobrodelne namene. Tečemo za Darka so policisti poimenovali včerajšnji dobrodelni tek v Tacnu. Na prireditvi netekmovalnega značaja so udeleženci lahko pretekli poljubno število krogov, štartnine ni bilo, zato pa se je med tekom zbiralo prostovoljne prispevke. Namen je, da pomagamo Darkotu, sodelavcu, ki je pač po taki bolezni ostal, kako ne rečem, hrom. Odziv je kar presenetljivo pozitiven. Tudi drugje kličejo pa pomagajo, tako da smo kar presenečeni. No. Torej, zdaj, če prav razumem, se bo akcija nadaljevala tudi po tem današnjem dobrodelnem teku? Še naprej. Kako lahko ljudje pomagajo? Lahko pomagajo, lahko nakažejo na tekoči račun od društva Never Give Up. Darko Bajželj je dolgoletni uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve in policije. Pred dobrim mesecem dni ga je doletela nenadna bolezen. Zaradi strdka v hrbtenici je prišlo do kapi, z njo pa trajna invalidnost, ki zahteva selitev v posebej prilagojeno, manjše pritlično stanovanje in nakup invalidskega vozička, kar pa zanj, glede na trenutno finančno situacijo, predstavlja previsok finančni strošek. Take stvari lahko doletijo vsakega od nas, ne? In zato je prav, da pomagamo, ko nekoga doletijo, ker vsi smo ljudje, nikoli ne veš, kaj te čaka. In prav je, da nekomu, ki ga doletelo kaj takšnega, vsi stojimo ob strani. Tečem v bistvu zato, ker sem pač član društva Never Give Up in se udeležujem vsakih takih akcij. Tako da v bistvu poleg tega, da pomagamo nekako soljudem, v bistvu tudi če malo poskrbimo za svoj telo, zraven pa tudi malo za duh. Koliko krogov boste danes pretekli za Darka? Za Darka mislim tako, 1 urco bom sigurno tekel, se pravi, to je nekje, 10 km, 25 krogov, mogoče pa še kaj več. Dobrodelna akcija za Darka se nadaljuje tudi po teku. Zato zbrani znesek do zaključka redakcije še ni bil znan. Je pa znano število njegovih srčnih prijateljev, vsaj 40 si jih je v želji pomagati včeraj na delo tekaške copate. V sredo je v knjižnici predaval Milan Hervol, ki je prepričan v rastlinsko prehranjevanje že več kot 20 let, se namreč prehranjuje izključno presno. Prihaja iz bližine Brežic, kjer si je ustvaril posest, na kateri sam pridela večino sadja in zelenjave, ki jo uživa dnevno. Na pot presnojedstva je stopil, ko je začel opazovati naravo in njene zakone. Meni, da je naša civilizacija globoko zašla z uničevanjem zemlje, vode in hrane. Ljudje so v vedno večji stiski in posledično so zato tudi bolezni vse pogostejše. Velja pa omeniti, da so njegova predavanja vsakokrat množično obiskana. Milan Hervol prihaja iz bližine Brežic. Ženo Mileno se že preko 20 let prehranjujeta presno. Oba sta zdrava in polna energije. Pri prehodu na presno hrano se telo 2 leti čisti. Kaj to pomeni, da je čisto telo, da so žile zopet prehodne? To pa v današnjem dobi, v kateri se prehranjujemo tako nizko, da tako se človek zasigurno lahko trdim nikoli ni prehranjeval in uživamo tako slabo hrano, da si zamašimo vse žile in potem problem na problem. Zamašene žile, odumiranje in potem vemo, kako kirurgi imajo dela čez glavo. Okoli svoje hiše si je že pred pričetkom presnojedstva uredil vrt, potem pa postopoma dokupoval zemljo. Danes ima urejeno posestvo, ki je skoraj v celoti samooskrbno. Posestvo je približno, ni to posestvo, je približno hektar, dober hektar zemlje, katerega je nekaj tudi gozda in
poskušam postati samozadosten. To, če bi zaprli trgovine, bi tudi lahko preživel brez problema z presnim načinom prehranjevanja. Goji obilico sadja, okoli 15 vrst češenj, breskve, preko 20 vrst grozdja, orehe, domače vrste jabolk, kaki, murve, jagode in maline. Na njivi za stirkami in posebno pripravljeno humusno zemljo praktično pridela vso zelenjavo. Za pozimi si shranjuje peso in korenje v mivko, solata pa tudi pozimi raste v rastlinjaku. Zajtrka ponavadi nimam, ker imam energije, tako da lahko cel dan funkcioniram naslednji brez problemov. Tako da največkrat jem šele opoldan, danes ali poldne 10, kako čutim, da je. Pojem prvi obrok je ponavadi sadje, drugi obrok je solata, tretji obrok so oreščki in potem zopet sadje. Težko je vztrajati samo o presni hrani in obenem tudi kljubovati pritiskom okolice. Milanu in soprogi Mileni uspeva prav zato, ker ima je oporo nauk Boga Krišne. Na pot bolj zdravega prehranjevanja ter življenjskega sloga je mnoge pripeljala prav bolezen. Ja, jaz sem na presni prehrani po tako rekoč infarktu 4 leta, star sem 74 let. Od takrat sem shujšal 20 kil. Tekmujem ali pa sodelujem na tekaških prireditvah, na maratonih. Dobro se počutim za svoje leta. Predavanje je bilo izčrpno in dobro obiskano. Na koncu je sledila pogostitev s presno pico in slaščicami. Polna kapa smeha bi bil kratek opis dogajanja v 3-krat nabito polni dvorani Doma krajanov v Sori ob spremljanju nove veseloigre s petjem Naročeni ženin v izvedbi domače gledališke skupine Pod svobodnim soncem pod režisersko taktirko Irene Svolšak. Veselo igro s petjem je pred več kot pol stoletja spisal Miha Kunaver, uglasbil pa Maurici Slatnar, organist v župniji Smlednik med letoma 1920 in 1950. Režiserka domačinka Irena Svolšak, zaposlena je sicer v ljubljanski operi, ga je našla v arhivu gledališke skupine Pod svobodnim soncem, ga malce priredila in ideja o postavitvi veselo igre s petjem na sorški oder je kar nekaj časa tlela, saj pomeni prav zaradi petja svojevrsten izziv. Spet smo imeli debitante, ne? Se pravi, ljudi, ki so bili prvič na odru, malo smo slutili, da znamo tudi pet, no. Zato sem se tudi poslužila, mogoče malo studija, pa da sami na sebe v bistvu pojo, ne, da je mi lažje. Ker če bi se poslužila kakšnega raznega orkestra od spodaj, pa bi bil kar prehud zelo gaj, pa mislim, če si profesionalni teatri to dovoli, da si lahko tudi mi v sor, tako da. Na tem odru pa res prav prvič, zaenkrat. No, zdaj že 3-krat. In kako se počutite na temle odru? Mislim, da je ekipa fenomenalna, režiserka je pa sploh najboljša, s katerokoli sem sodeloval do zdaj. Glasbeno priredbo so sicer igralci vnaprej posneli v studiu, vendar tudi na odru poskrbeli za odlično interpretacijo. Verjetno je bilo to, pa ne samo zame, verjetno za vse je bilo to najtežje, da je bilo treba zraven še pet, da smo mogli razmišljati, da moraš poj še en komad za pet, da moraš, ne vem, še zimprovizirati takrat, kaj boš počel, a boš sam sedel, a boš hodil okoli, kaj boš delal, tako da mislim, da je bilo to najtežje za vse, no. Petje meni osebno recimo ne dela tako problemov, čeprav problem nastane potem, ko moraš nekaj govoriti oziroma moraš potem še zraven zapeti, ne, to je pa tudi, bil je pa tudi en velik izziv, no, kako boš s tem petjem. Je bila tale vloga pisana vam na kožo? Ja, čist ne, zato ker ne pojem. Zdaj Irena je pa rekla, da mu treba pet in jaz s takmo grlom ga imam, si sploh ne predstavljam, kva bo, ki se v to meni pozdravil. To mu sam še pel. Zaigrali in zapeli so še Ema Dobovšek v vlogi potovke Špele, Lado Vidmar v vlogi Francetovega očeta, Frančišek Jamnik v vlogi posecnika in trgovca Črbana, Uroš Medar v vlogi Čabranovega sina Janka, Vlado Ščavničar v vlogi županovega soseda in kovača Joža, Vanja Vilar v vlogi Kovačeve žene Tone, Tomaž Dobnikar in Luka Kozjek v vlogi Kovačevih sinov Stanka in Anžeta,
in Klavdija Gorjanc v vlogi Kovačeve hčere in Ankine najboljše prijateljice Minke. In vsebina veselo igre, preprosta. Županova žena prek Potovke Špele išče moža za svojo hči, župan pa prav tako prek Potovke Špele išče kupca za svojo kobilico in zaplet, preprosta zamenjava. Županova žena sprejme kupca kobilice, župan pa bodočega zeta in nikomur več ni čisto nič jasno. Vseeno že vse pripravljam, tudi kamera je že pobeljena, pa vse novoj v njej. Koga? A nima težka? Koga pa bi štalo? Ja, kam jo te pa prvazal? Oče, nasi jo bom prvizal, nasi. Vaša vloga vam pisana na kožo? Ja, malo me je bilo treba nastaviti nekako, da sem bil bolj, kako bi temu rekel, štorast, pač sramežljiv štorast, da sem lahko odigral. Malo je trajalo, ampak smo jo osvojili. Ja, to čisto vsak prav, ki je prišel do zdaj gleda, tudi vse, ne vem, moje sodelavke, prijatelji, sorodniki, pravijo, da je bila to vloga, ki mi bolj pisana na kožo ne bi mogla biti, da taka res sem v privat življenju, tako da to tako je. V bistvu sploh ni bilo velikega izziva. Lahko sem se obnašala kot doma. Hčera, mama, prepir, tak in drugačen, sploh kar se fantov tiče, a ne, tam imamo pa mame sploh mečken, včasih malo preveč besede, včasih pa malo premalo. Kaj pa delalo največ problemov? Ja, zdaj tle kar nič več, zdaj človek se malo navadi, pa to, pa všeč mi je bilo, ker smo jo hitro, to je bilo koliko dobre 2 meseca, pa smo jo naredili, da nismo kvačkali pa. In komentar po 3 dneh razprodane predstave. A komentar je super. To pa je tudi razlog še za eno ponovitev na Soškem odru, to nedeljo ob 7:30 zvečer. V petek je v Preški cerkvi učiteljski pevski zbor pripravil koncert božičnih pesmi in kolednic. V 3 letih od ustanovitve je to njihov drugi samostojni koncert. Zborovodja Pavel Dolenc je tokrat izbral božične pesmi in kolednice, ki pričarajo praznično božično vzdušje. Ne moremo si zamišljati praznikov brez božičnih cerkvenih pesmi, ki ustvarijo občutek topline, bližine in povezanosti. Učiteljski pevski zbor osnovne šole Preska pod vodstvom zborovodje Pavla Dolenca deluje že 3 leta. Tokrat so pripravili drugi samostojni koncert. V prvem delu koncerta so zapeli znane božične pesmi tujih narodov, v drugem pa slovenske kolednice. No, vemo, da Slovenci imamo veliko teh božičnih pesmi. Jaz sem tudi kar precej repertoarja, ker sem že pel pri nekaterih drugih zborih in sem se odločil, da za to, bi rekli, prvo šolsko polletje, da zaključimo z enim takim nastopom tukaj v cerkvi, kjer je zelo lep zvok in tako prijetno duhovno vzdušje. Zato sem se odločil potem, da bomo naredili en tak božični koncert slovenskih kolednic, ki se ne slišijo prav pogosto na koncertih. Učiteljski glasovi so zveneli zelo ubrano. V zboru prepeva 13 članic, ki jih poleg učiteljevanja druži veselje do petja. Začeli smo tamle začetek oktobra, se pravi dobre 3 mesece. Vaj imamo enkrat tedensko, po potrebi, zdaj pred koncertom pa tudi po 2-krat, 1 ali 2 soboti, pa je program nekako narejen. Uvodno angleško tradicionalno pesem 1000 iskric smo prižgali je glasbeno priredil prav zborovodja Pavel Dolenc. Ja, treba je dobiti idejo, iti na sprehod, malo razmišljati o skladbi in potem jaz se usedem za klavir, sem tudi skladatelj po izobrazbi in potem, ko imam idejo, potem kar hitro naredim, par uric, pa imam skladbo narejeno ali prirejeno, kot v tem primeru. V goste so povabili vokalno skupino Cantabile, ki šteje 10 članov in prihaja iz Gorenje vasi. Ravnatelj Primož Jurman je poudaril, da ni veliko šol, ki ima aktiven učiteljski pevski zbor. Ja, moram povedati, da me kolegice in seveda zborovodja gospod Dolence vedno navdušijo takole, ko jih poslušam. To je bil zdaj že letos pravzaprav drugič tak koncert našega učiteljskega pevskega zbora in sem slišanim več kot zadovoljen. Uspelo nam je, da smo nekje v teh 3 letih, odkar
ta zbor obstaja, prebrodili morda tiste začetniške otroške bolezni pri zagonu takšnega projekta, kot seveda učiteljski pevski zbor je. In sedaj upam in želim, da se bo ta zgodba tudi nadaljevala. Načrtov imajo še veliko. Konec šolskega leta želijo zaključiti s koncertom. Na junijskem koncertu naj bi prepevali pesmi, tokrat bolj zabavnega žanra. Nordijsko športno društvo Medvode je minuli konec tedna uspešno organiziralo državno prvenstvo v ekipnem šprintu. Tekme so bile uspešno izpeljane na Pokljuki, Nordijski center Bonovec pa zaradi pomankanja snega prvič po 5 letih delovanja ni gostil tekem državnega prvenstva. Letošnja zima zimskim športom zlasti v nižinah ne prizanaša. Nordijski center Bonovec, ki je v prejšnjih letih v tem času beležil že lepo število snežnih dni, ta hip še ne obratuje. V decembra smo že naredili kar precej snega, tako da če bi bila tista normalna od juga 14 dni, bi ta sneg raztegnili, bi se laufali praktično celo zimo. Tudi v decembru so otroci lahko tekli, tako da nekaj smo že imeli, zdaj pa dejansko je cel mesec skoraj nič, ne, čisto nič, ampak to ni nobena katastrofa, ker nekako se obeta zdaj, da bo nekaj ohladitve, pa tudi nekaj snega, tako da lahko da bo še 2 meseca sezone. Ne. Lani smo imeli sicer 90 dni, letos toliko ne bo, ampak tudi če bo 50, bo to kar dovolj. Glede na letošnje hitre vremenske obrate, pa morda sezona vendarle še ni izgubljena. Nikakor sezona še ni izgubljena. Smo tudi že februarja šele začeli tukaj, pa smo do konca marca tekli, ne, tako da tudi letos je lahko tako, bomo pa videli, jaz upam, da ni, ne, da ni to še izgubljeno. Ne. No pa zdaj tisto prvo zasneževanje v decembru je pokazalo, kaj ste dobro pripravljeni na novo sezono? Seveda, mi smo v parih dneh lahko zasnežimo, zdaj če bo le temperatura manj kot -5, lahko v parih dneh poligon naredimo, tako da potem to ostane. Mislim pa, da smo pripravljeni, kar se teh stvari tiče, no, in tudi pripravljeni smo delati, tako da bomo tisti mesec, 2 delali in mislim, da bo vse v redu. Sicer tehnološka opremljenost centra letos ostaja bolj ali manj nespremenjena. Poleg toaletnih prostorov, garderob, gostinske ponudbe, šole teka in izposojevalnice tekaške opreme bo obiskovalcem na voljo večje število urejenih parkirnih mest. Letošnja novost so tudi modernizirane smučarske karte na čipe. Kaj pa v primeru ugodnih temperatur, zadosti snega, bo proga letos kaj daljša? Seveda bo, če bo le sneg padel, bo tudi daljša. Ne? Mi zasnežujemo 2,5 km, če pa sneg pade, pa naredimo tudi daljšo. Ne? Zdaj, če bo le dovolj snega, bomo tudi daljšo naredili in tudi druge, tudi na Jeprci urejali in tako naprej. Poleg tradicionalnih dnevov odprtih vrat in tečajev smučarskega teka se prva večja prireditev, tek po starem, obeta 8. februarja. Takrat naj bi z nekdanjimi olimpijci in prostovoljnimi delavci na preških smučinah počastili 30. obletnico olimpijskih iger v Sarajevu. Na prehodu v novo sezono pa je Nordijsko športno društvo Medvode ostalo brez 3 tekačic, ki so trenirale v domačem klubu skoraj desetletje, s tem pa tudi brez najuspešnejših predstavnic kluba v zadnjih letih. Gre za sestre Žavbi Kunaver, ki bodo po novem svoje tekaško znanje nadgrajevale v Logatcu. Vprašali smo se, kaj se dogaja v domačem klubu, za katerega so nekoč tekli vsi naši najuspešnejši smučarji tekači, danes pa rezultate raje dosegajo za druge tekaške klube. Sestre Anja, Nina in Saša Žavbi Kunaver so se tako pridružile Tršanu, Lampičevi in Einfeldtovi, našim rezultatsko najuspešnejšim smučarjem tekačem zadnjih let, ki so svojo športno pot začeli v domačem tekaškem klubu in jo sklenili nadaljevati drugod. Tršan tako kot 3 sestre v Logatcu, Ana Marija in Lea v Kranjskem Triglavu. Odločitev je bila vsekakor skupna, s puncami smo se pogovorili. Ključen razlog je bil to, da so nenadoma ostali brez trenerja, s katerim so otroci oziroma punce zelo dobro sodelovali. Bil je krasen trener, ampak žal vodstvo kluba z njim ni bilo zadovoljno, tako da nekako je prišlo do stika in je pač trener odšel. Že tako ali tako so v karieri zamenjali ogromno trenerjev. V Logatcu je pač trener ves čas isti že 12 let, tako da upam, da bo to zdaj za nekaj časa. No.
Z novim okoljem so dekleta zadovoljna. Treningi potekajo vsak dan na Pokljuki, privajajo se predvsem na večjo intenziteto in drugačen način treningov. Ekipa je pa zelo v redu, ful je tako pozitivno vzdušje, delovno, veliko treniramo, malo se spodbujamo. To je pač veliko lažje, kot pa če si sam. Druga stvar je to, da pač mislim, da bo zdaj ta trener, ki ga imamo, da bo vsaj nekaj časa bil, ker prej smo največ je bil 3 leta en trener, pa ostali so bili pa tako zelo kratek čas. To pa tudi praktično sami treningi so drugačni, količina in v bistvu se moram še malo navaditi na to. Najstarejša Anja je zaradi bolezni izpustila večji del sezone, v januarju pa naposled pričela s treningi, v zaključku sezone pa računa na nekaj tekem. Ja, zelo pogrešam vsaj tisto. Prej sem bila navajena vsak dan teči ali pa vsaj nekaj početi. Zdaj pa v bistvu že en mesec nisem čist nič počela, tako da res komaj čakam. Postopek prehoda pa se je neprijetno zapletal, ko je domicilni tekaški klub zahteval za 3 tekmovalke odškodnino v znesku 7.000 evrov. Šlo naj bi za povračilo stroškov, ki jih je imel klub s 3 tekmovalkami v pripravi na novo sezono. Po besedah matere neupravičeno. Dolgov seveda ni bilo, oni so zahtevali, da v bistvu poravnamo stroške treninga, kot so štartnine, za maže in podobno, za kar so sicer sredstva prejeli na razpisu od občine Medvode, ki so bila seveda namenska in jih ne bo potrebno vrniti strani ŠRC Medvode oziroma NŠD, Medvode. Stroški tekmovalcev so jasni, plačuje redno vadnino, kolikor je potrebno, pač priprave plačujemo, del za opremo, pač to sproti se dogovarjamo. Lahko pa povem še eno razliko v primerjavi z Logatcem in Medvodami. Ko smo naročili dres, sem dobila račun, kot plačujemo vadnino, dobim položnico, skratka vse je čisto transparentno in tudi zato mi je res všeč v Logatcu. Smučarska zveza Slovenije je po preučitvi primera odločila, da dekleta brez izpisnice lahko vendarle tekmujejo v novem klubu. Za komentar zadnjega odhoda 3 tekmovalk smo poprosili tudi predstavnike Nordijskega športnega društva Medvode, ki po vrzeli, ki je nastala v mladinskih kategorijah, pozornost posvečajo predvsem vzgoji tekačev v mlajših selekcijah. Ja, pač njihova stvar, oni so ugotovili, da druge lahko boljš napredujejo, pač ne grejo tja, kjer želijo. Mi bomo pač nove vzgajali, mi pač imamo zadaj veliko boljše, tako da se nič ne bojimo za v 2 letih imamo vse, tu bomo imeli tudi pri mladincih spet, tako da tega se ne bojimo. Ni za nas nič posebenega, to smo navajeni tega in nas to nič ne zamirja. Pogoste menjave trenerjev in odhod zadnjega, Jožeta Mehleta, ki je odnesel tudi 3 najuspešnejše tekačice, takole komentirajo. To se skozi menja, stalno iščemo. V bistvu je to, da mi nimamo preko ministrstva zaposlenega trenerja, profesionalnega, tako kot ostali tekaški klubi in jih moramo vse plačevati, tako da pač iščemo čim boljše. In mislim, da smo letos pač na tem področju zelo veliko naredili, smo zelo zadovoljni s tem trenerjem, rezultati so veliko boljši, kot so bili, tako da mislim, da je to kar v redu. Kakorkoli že obrnemo zgodbo. Najočitnejše dejstvo, ki hkrati najbolj bode v oči je, da imamo v Medvodah tekaški klub z lastno tekaško progo. V Nordijski center Bonovec Medvode in razvoj teka na smučeh v okviru domačega tekaškega kluba je občina v zadnjih letih namenila izdatna finančna sredstva. In škoda je, da ne moremo lastnim tekmovalcem, ki dosegajo vrhunske rezultate na evropskem in svetovnem nivoju, zagotoviti primernih pogojev za uspešno delo in napredek. V soboto so najmlajši smučarji v organizaciji Alpskega smučarskega kluba Medvode sodelovali na tekmovanju zahodne regije. Za medvoški klub je to druga organizacija tovrstnega turnirja. Zahodna regija nam je že lanskrat dovolila organizirati eno tekmo. Sedaj smo jo letos prvič organizirali na Voglu, kajti ni snega. Na drugih smučiščih tukaj pa vidite, da je prava zimska idila, veliko snega, zelo lepo vreme, tako da danes tekmuje približno 105 otrok v 4 kategorijah, dve kategorije deklic, 2 kategorije dečkov. Za naše otroke, kateri se zelo imajo veliko voljo
zmagovati in seveda tekmovati. Najbolj važno je, da tekmujejo. Smo tudi za otroke pripravili bogate nagrade, katere bomo razdelili na podelitvi. Tekmovanja so se udeležili klubi iz zahodne Slovenije, med njimi tudi otroci in trenerji iz Kranjske Gore, ki so bili nad organizacijo zelo zadovoljni. Danes 25. januarja smo se z tekmovalci ASK Kranjska Gora udeležili regijske tekme na Voglu. Tekmujejo mlajši Cicibani letnika 2004-2005, pa starejši Cicibani 2002-2003. Imamo prečudovit dan, pa novega snega. Zdaj smo pač nek na sred tekme. Upam, da bojo zelo dobri rezultati, ker so pa otroci že pokazali s prvim tekom. Otroci so res navdušeni na tako tekmo, sploh kadar je lep vreme, zelo radi smučajo in ves čas sprašujejo, kdaj gremo naprej na naslednjo tekmo ali treninge. Za najmlajše so turnirji, na katerih imajo takšne pogoje kot v soboto, najbolj zabavni. Lahko se pomerijo z otroki iz različnih klubov in primerjajo rezultate. Predvsem pa se učijo, da je pri teh letih najpomembneje uživati v športu. Tudi imamo kar nekaj uspešnih tekmovalcev, tekmujemo v vseh kategorijah do mladincev, imamo vseh otrok skupaj 38 s 4 trenerji, seveda v alpski šoli imamo največ otrok, to jih je 19. Jaz bi samo spodbudo dal otrokom še za naprej, vsem, ne samo z našega kluba, iz cele zahodne regije, da bi zadeva še naprej tako funkcionirala, kot funkcionira, kajti zadeva se mi zdi, da zelo dobro se ujamemo, tako trenerji kot člani klubov in kot vodstvo zahodne regije, tako da zahvaljujem se vsem, najbolj pa seveda otrokom, kateri so pripravljeni zjutraj zgodaj vstajati, se boriti na teh tekmah in jaz jim želim čim več uspehov danes, ko bo konec tekme in seveda tudi v bodoče. Organizacija je torej uspela, nad tekmovanjem pa so bili navdušeni vsi, tako otroci kot tudi njihovi starši in trenerji. Čez teden dni bo šlo zares. Zimske olimpijske igre v ruskem Sočiju so letošnji najpomembnejši športni dogodek na celem svetu in tako tudi medijsko najprivlačnejši. Večina ljubiteljev zimskih športnih panog bo pred malimi ekrani spremljala dogajanje in navijala za svoje favorite. Tik pred odhodom v Soči smo obiskali dva, ki sta si olimpijski nastop priborila na snežni deski. Snowboarderja Rok Flander in Izidor Šušteršič. Prvi je olimpijsko normo dosegel že lani, drugi tako rekoč tik pred zdajci oziroma na zadnji tekmi v Bad Gesteinu. Po Torinu in Vancouvru bodo igre v Sočiju zanju že tretje po vrsti, zato v Rusijo odhajata z enim samim ciljem prikazati vrhunske vožnje s čim manj napakami. Njuno predolimpijsko vzdušje. Ja, super je vzdušje, sicer precej natrpan urnik, pač v teh zadnjih dneh se precej dela na gradnji te forme olimpijske oziroma se forma res stopnjuje v teh zadnjih dneh, kar mislim, da bo občutno tudi na zadnji tekmi svetovnega pokala pred samimi igrami. Kakšno je zdaj tvoje predolimpijsko vzdušje? Bom rekel napeto, ker se vse skupaj odvija zelo hitro. To normo sem po svoje naredil v zadnjem trenutku in zdaj sem naredil majhen kaos, tudi vsi niso pričakovali tega. Po svoje noben ni verjel, to po mojemu tudi od vseh tukaj okrog sem mislil, z mano je konc, ampak jaz sem vedel, kaj lahko, kaj še zmer zmorem, seveda s pravim vložkom tudi. In to sem dokazal. Ob zavedanju, da je deskanje med svetovno elito nepredvidljivo, sta prepričana, da je z malo sreče dosegljiva tudi kolajna. Jasno, gre za kolajno, ampak mene zanima predvsem to, da bi na olimpijskih igrah sestavil dva nastopa, ki bosta nekako na nivoju moje trenutne forme, kar pa jaz mislim, da bi mogel rezultirati, tako da bomo pa videli, kako se bo vse skupaj odvilo tam na igrah. Pač to je zdrava športna borba, ni nič slabega, da ne bo kdo narobe razumel, da sem si priboril to kvoto in bom šel na tekmo magar za eno nogo. 7. mesto iz Torina in 8. iz Vancouvra bo tokrat branil Flander. Podobne podnebne razmere kot v Vancouvru se obetajo tudi tekmam ob Črnem morju. To je predvsem nepredvidljivo vreme, z njim pa predvsem oteženi pogoji na progi. Ja, lahko so super pogoji, lahko so zelo slabi pogoji. Dejstvo je, da v Vancouvru jaz na to nisem bil pripravljen.
Tako da v zadnjih 4 letih je bilo precej dela posvečeno prav temu in zdaj sem precej močnejši, tako da lahko tekmujem tudi v slabem vremenu na vrhunskem nivoju in jaz mislim, da pač sem pripravljen, kar se tega tiče. Glede na dosežke v preteklih 2 mesecih nas bo v Sočiju zastopala izredno močna 4-članska deskarska ekipa. Poleg Medvoščanov bosta med deskarji alpskih disciplin nastopila še Žan Košir in Rok Marguč, vsi pa so že osredotočeni na 16. in 21. februar, ko bosta na sporedu njihovi disciplini. Ve se, po kaj se gre, se pravi. Ne bom rekel po medaljo, vse je možno, ampak samo, da se ti pokažeš v tem, kar najbolj znaš. Po svoje tudi, če padaš karkoli, važno, da se potrudi in naredi največ, kar sam lahko. Jaz sem prepričan, da bomo prinesli medaljo iz olimpijskih iger, zdaj samo vprašanje, koliko bo teh medalj. Kaj pa zdaj nadaljevanje tvoje kariere? Je pogojeno z rezultatom tukaj na olimpijskih igrah ali ne? Jaz mislim, da je zdaj čisto prezgodaj o tem govoriti, oziroma tudi trenutno ni trenutek za to, da bi sploh o tem razmišljal. Nekako je težko iz tiste, pač, ko so 4 leta dela usmerjene v to, da se zgradi ena vrhunska forma, ki bi naj rezultirala pol tudi na samih olimpijskih igrah, pa razmišljati o zaključku kariere, tako da trenutno na to vprašanje ne znam odgovoriti. Slovensko olimpijsko reprezentanco bo prvič v zgodovini samostojne Slovenije vodila ženska Petra Majdič. Nekdanja vrhunska smučarska tekačica, ki je sama dokaz, da je na največjih tekmah glava velikokrat močnejša od telesa. Na Pokljuki so se smučarji tekači pomerili za naslove državnih prvakov v ekipnem šprintu. Na klasični tekmi v organizaciji Nordijskega športnega društva Medvode sta v absolutni konkurenci zmagala Boštjan Klavžar in Rok Tršan iz Valkartona Logatec, pri ženskah pa Leja Einfalt in Ana Marija Lampič, ki tekmujeta za kranjski Triglav. Tjaša Trampuš je bila v paru z Anito Klemenčič druga. Plavalci so merili moči na državnem prvenstvu v Kranju. V 25-metrskem bazenu je Triglavan Peter John Stevens osvojil vse zlate medalje v prsnem slogu, v nedeljo še na 200-metrski razdalji, zlat pa je bil ob koncu dneva še zmešano štafeto Triglava in tretji na 50 metrov prosto. Špela Bohinc je bila druga na 400 metrov mešano. V 13. krogu 3. slovenske košarkarske lige je članska vrsta košarkarskega kluba Tinex Medvode na gostovanju s 3 točkami prednosti premagalo Globus. Končni izid je bil 63-66. Zaradi bolezni in poškodb močno okrnjena članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode je na 3. pripravljalni tekmi gostovala v Novem mestu in proti prvoligašu NK Krka izgubila s 3-1. V slovenskih keglaških ligah pa je bilo odigrano 12. kolo. Ekipa Hidro je v prvi B ligi izgubila na gostovanju v Slovenski Bistrici, Koma Medvode je v drugi ligi Zahod izgubila proti ekipi iz Črnomlja, ženska ekipa Medvode pa je v drugi ligi Zahod v 6. kolu igrala neodločeno. Na ladji je voznik na parkirišču trčil v drugo vozilo in nato pobegnil, vendar so ga že izsledili. Voznika manjšega sivega vozila, ki je na Golem Brdu povzročil nesrečo s telesnimi poškodbami, pa še iščejo. Policisti v teh dneh raziskujejo, kdo je ukradel psa v Medvodah, kdo je poškodoval tujo stvar v Pirničah, kdo je nasilnež v družini v Medvodah, pa že dobro vedo. Tatovi so na ladji ukradli še reflektorje. V Smledniku so sodelovali v iskalni akciji pogrešane osebe, ki se je na srečo končala uspešno. Medvoški policisti tokrat opozarjajo voznike, da morate hitrost vožnje prilagoditi razmeram na cestah, še posebno previdnost pa svetujejo na odseku pri Mednu, kjer promet sedaj poteka izmenično enosmerno in je posledično možnost občasnih kratkotrajnih zastojev in tudi naleta vozil.
Še eno opozorilo imamo za občane, ker v zadnjem času opažajo povečano število vsiljivega beračenja strani državljanov drugih držav, predvsem v okolici trgovskih objektov in tam, kjer je več ljudi, vas policija prosi, da jih o tem obvestite na telefonsko številko 01 361 9440 ali 113, lahko pa tudi na elektronsko pošto pp.medvode.pulj@policija.si. Upamo, da vam novo zapadli sneg ni prinesel preveč nevšečnosti in da bo namesto vas za pot v službo ali domov poskrbela zimska služba. Vi pa boste namesto tega lahko mirno uživali v zimskih radostih. Nasvidenje.